Akcija živijo. Živijo, dragi moji, upam, da ste dobro, upam, da lepo preživljate večere, upam, da ste svojo družino, da se imate krasno, lepo. Evo me, četrtek je 2020, z vami hitro pri enem vprašanju, eno vprašanje, odgovorim na eno vprašanje in potem vas pustim, da lepo uživate svojo družino oziroma kjer pač ste. Zdaj, teh vprašanj je zelo veliko, če se spomnite, to je bilo iz webinarjev, nekje cirka 280 vprašanj, zdaj na 280 vprašanje gre tako, da takoj odgovorim, ampak naj pa povem, ker sem izdružila nekakve sklope, so podobna, marsikoga zanima, kako lahko izboljša svoj delovni odnos, kako lahko izboljša svoj zasebni odnos, predvsem govorimo, kaj je naše poslanstvo. Danes je bilo dobro vprašanje, ki sem ga želela izpostaviti, čeprav bi naslednjič pa res rada temo o prijateljstvu, ker sem videla, da je veliko takih tudi tem, je bilo vprašanje, kako naj ostanem pozitivna. Dejansko to ni ena gospa napisala, ampak jih je več, da se vam zgodi to, da se vržete in da greste noter v to, da delate spremembo na sebi in potem se vam zgodi, da avtomatsko spet padete in se vrnete nazaj. Najprej naj povem, da to ni nič narobe. Če se vam to zgodi, to samo pomeni, če se spomnite mojega angelčka pa hudička, da se angelček pa hudiček malce tu borita, ali bi naredil spremembo ali ne bi naredil spremembo. Dobro, tisti, kateri me še ne poznate, moje ime je Tanja Skaza, sem solastnica podjetja Skaza, krasnega podjetja v Šaleški dolini. Vsi tisti, ki ne veste za naše podjetje, sem to, kar sem pustimo, rada bi pa povedala, zakaj delim to, ker sem že od 35. leta naprej ugotovila, da veliko napak, ki sem jih naredila, so del napak, ki jih nisem razrešila v mojem otroštvu ali v moji mladosti in je to potencirano naprej, ampak potencirano na dober način, da je podjetje raslo, da smo odpirali, da smo odkrivali naše potenciale, ampak posledično smo tudi odkrivali pri sebi. In vprašanje, katero je postavljeno z vaše strani, je bilo, kako naj ostanem pozitivna, kaj se mi dogaja, da ostanem pozitivna, da ponovno ne padem notri v to, če delam spremembo na sebi, pa se mi pa zgodi, da me spet vrne nazaj, tam, kjer sem bila. Še enkrat, to je normalno, ne se tega ustrašiti, to je čist nekaj. Jaz tudi tako rečem, da marsikomu zdaj vidim, kako so že utrujeni od tega, kar se nam dogaja okrog, se vidite, kakšno je stanje, eno leto smo že skoraj zaprti, ljudje, ki se radi družijo, ker imajo radi stike, ko so radi med množicami, in to veliko, veliko pomeni. Jaz sem se že naučila, jaz sem že tako, po duši sem samotarka, po duši sem mal čudna oseba in sem rada dosti sama, preživim dosti časa sama seboj in me to sploh ne moti. In za mene je ta korona nek čas, kjer sem odkrivala, delala na sebi in s tem tudi odkrivala programe, kaj je dobro za vas. Predvsem, kar sem pa sestavila najboljši program za naše sodelavce in predvsem za menedžerje in seveda za ženske, kako izboljšati to v resnici, kjer imamo ovire. 3 stvari, katere so pomembne, kako ostanemo pozitivni in delamo naprej. Danes bom res končala, v kratkem času, ne bom dolgo, zaradi tega, ker mi je cilj, ne da slišite samo 2-3 stavke, ker potrebno je delati na sebi. Najtežje delo, katero je delo na sebi. In najlažje delamo vse ostalo, ko pa je potrebno delati na sebi, spreminjati svoje vzorce, se sprejemati, je pa nekaj takega, kar je šok najprej za naš posledično pa tudi za naše telo. Ampak, glejte, ko pa začnete delati na sebi, pa nikoli več se ne vrnete nazaj. Nikoli. Niti en dan, vedno rečete, vsakeč, ko je vidite, kako je bolje, rečete, samo še malo, še malo, še malo in ko vidite, kako se spreminjate, krasno, ste tudi presrečni. Hvala vsem za zelo lepe čestitke, ki mi jih napišete, komplimente, pohvale, zelo lepo, krasno, sem vesela, saj to čutim, da je moj mišljen, da delim naprej. Dokdaj, ne znam povedati, sigurno to leto še, drugo leto bomo pa videli, kaj se mi bo obrnilo, ali bo to šlo v drugo smer. Jaz sem tipična vizionarka in vizionarji radi ustvarjamo, eni pravijo, se že smejijo, da vidijo, da bi še 3 podjetja mogla zraven stati, ampak jaz pravim, vse bodo, postopoma, ko bomo dobili čim več ambasadorjev. 3 stvari, kako lahko postanemo bolj pozitivni in obdržimo to kulturo te našega pozitivnega razmišljanja. Najprej to,
najprej to, da vnašamo v naše misli, če se spomnite enega izmed mojih webinarjev, kjer sem govorila, koliko to pomeni od 60 do 90 tisoč misli je v naši glavi vsak dan. In te misli je pomembno, če so skozi negativne, je zelo težko, da bomo mi pozitivni. Če smo se vlegli negativni, kako se bomo zjutraj zbudili pozitivni? Zelo hitro pademo spet nazaj v tisto stanje. In samo 5% naših misli, ki jih slišimo, ali dobrih idej, ki jih slišimo, samo 5% je tistih, ki nam nekaj vplivajo na naš um. Zato je potrebno jih spreminjati in jih imeti, najmanj 21 dni. Zdaj pravijo, da že 21 dni je premajhna doba, da nekje 66 dni je tista doba, ki je v redu. Jaz pa pravim, 90 dni je pa plafon, je pa dec. To je pa tisto, slišiš, ozavestiš, živiš. Vse 3 nivoje je treba upoštevati. Če vnašamo pozitivne misli, toliko je zdaj teh pozitivnih afirmacij. Jaz vem, da so meni te afirmacije najbolj pomagale od vsega in tudi s komorkoli delam, to meni katerakoli stranka je moja stranka in tudi vi, ki ste na online tečaju in tisti, res si srčno želim, da se pridružite temu online tečaju, ker greste čisto vse od sprejemanja do vsega naprej in da ozaveščate, kdo v resnici ste. Delamo na afirmacijah. Tiste afirmacije, ki so za vas pomembne in potrebne. In tudi tisti, ki ste kupili moje afirmacije, ki imate, ali pa naprimer, ki delate na mojih afirmacijah, ko te afirmacije grejo čez, najdete svoje. Zato, ker pri meni afirmacije niso iste. Afirmacije se spreminjajo. Takrat, ko začutim, da mi pade malo elan, vem, katere so afirmacije, ki si jih moram dodati, da si rečem, sem pogumna, sem kreativna, vse zmorem in tako naprej. V resnici pa tudi sprejmem, da sem samo človek in rečem, sem samo človek in je dovolj, da se ustavim. Sem samo to pa to in gremo naprej. To pomeni, moč pozitivnih misli in teh afirmacij nam dela spremembo, da ostanemo pozitivni. Da ne pride do tega, kakšno stanje je, da na to stanje gledamo iz drugega zornega kota ali pa rečemo iz ptičje perspektive in rečemo, hvala Bogu, kaj je naredil ta čas name. Moje stranke, vsaka pravi, da je čas korone zelo velik čas, ki ga je usmerila vase ali usmeril vase in spoznal veliko svojih potencialov, ki jih mogoče predtem ni vedel. Najprej, kaj pa sploh ugotovimo, kaj želimo in kaj ne želimo. Prva stvar je, to pomeni odstraniti iz svojega življenja, ne odstraniti, oprosti, to je že druga, čim več pozitivnih afirmacij. Poskušajte čim manj gledati televizijo, oprostite mi vsi tisti novinarji, ko to rečem, berite dobre članke, gledate dobre oddaje, vse tako, tisto tam, ki je pa se skozi eno te ista zgodba vrti, pa ne gre, ker je to v naših mislih in potem kako naj smo pozitivni. Druga stvar, katera je pomembna, da odstranite iz vašega življenja vse tiste dejavnike, ki vas ovirajo, in tu noter smo zdaj tudi pri televiziji, smo pri okolici, ki vas omejuje, ki na nek način reče, pa skozi se pogovarjate se o tej koroni, ne vem, zdaj že jaz 2-3 sem že govorila o tej koroni, vam zdaj to izpostavljam. Da vidim, koliko je ura. Držim se ure. 28 minut. Poskušajte čim bolj odstraniti vse te stvari. Na kaj so tudi odstraniti svoje izgovore? Naši izgovori so tisti, ki rečejo, zato nisem mogla, ker tega nisem naredila, ali pa ker on ni to pa to naredil. Odstranite iz življenja vse tisto, kar vas ovira, odstranite čim bolj, dajte stran. Jaz srčno upam, da ste prebrali knjigo Paretovo načelo, ko 20% naših aktivnosti ustvari 80% naše dodane vrednosti. 80% naših aktivnosti pa ustvari samo 20% naše dodane vrednosti. Danes poskušam tako na hitro vse povedati vam. Mislim, zaradi tega, ker se mi zdi, da če smo predolgi, tudi potem ne dobi nekega efekta. Tretja stvar pa je, ki se pa meni zdi najbolj pomembna. Danes sem tudi imela prvo skupino, ki smo delali na sprejemanju. Dokler ne sprejmemo sebe, takšni, kakršni smo, ne bomo mogli sprejeti druge. In ne bomo druge obsojali. Ko sprejmemo sebe, rečemo, sem takšen, sprejmem, da sem nezaupljiv, sprejmem, da sem dvomljiv, sprejmem, da sem sarkastičen, sprejmem, da sem, preveč občutljiv, sprejmem, da sem trmast. Dokler ne sprejmemo sebe takšne, kot smo,
druge gledamo zviška, druge gledamo s tem, leko ni v redu in najdemo stojen en izgovor. Ko sebe sprejmemo, vidimo, da je na drugi strani samo človek, ki ima določene bolečine in te bolečine tudi on mora, ali pa če mu bo nekdo pokazal, oziroma če si bo želel, ji bo lahko pozdravil. Živijo, drage moje dame mi ponavadi pišete. Sprejmite se, jaz vem, da je to najtežja, to je najtežja naloga. In tudi rečem, vsem tistim, kateri pridejo na moj online tečaj, ali pa ki delajo z mano evente, mislim, ko so z mano na delavnicah. To so delavnice, kjer zelo težko se pohvalimo, si rečemo, da smo krasni, da smo pametni, da smo sposobni, da imamo znanje in to je ena stvar. In tudi najlažje si damo slabosti, jaz temu več ne rečem slabosti, ampak rečem priložnosti za izboljšavo. In ko so te priložnosti za izboljšavo, ti si takoj znate najti. In poanta je v tem, da se je potrebno pohvaliti in tudi znati ugotoviti, katero sprejmemo in katera smo jo mi naredili. Slona, v resnici je pa navadna muha. In ko sprejmemo najprej to, kdo v resnici smo, šele lahko začnemo delati korake na sebi. Dokler tega ne naredimo, ni preboja, ni ga, eni pravijo, ni fora v tem, da greš malce pa prideš, pa malo se izobražuješ, pa malo greš sem, pa malo greš tja, pa dragi moji. Od malih nog, ko sem bila čisto majhna deklica, z 6 leti sem šla v šolo. In v šoli so rekli, da sem sposobna, da lahko grem. In vem, koliko je bilo takšnih, ko je mogoče še moja mama rekla, in oče, sem, da bo dobra. V resnici sem pa noter kipela potem, da vem, da sem pametna. In nam dajo neke pečate, ko smo čisto majhni. In potem sem se celo življenje, jaz sem zelo učljiva, tudi ko sem, v redu, mogoče srednja šola mi je bila najhujša, tam sem se čisto izgubila, tam je duša šla posebej, telo je bilo pa spet čisto posebej. Ampak kaj je bilo pomembno? Ko sem se našla v tem, sem združila, so bile knjige moje prijateljice, zato si želim z vami deliti, zgodbo o prijateljstvu, da vam iskreno povem zgodbo o prijateljstvu in to bo naslednja tema. Naslednjo temo se bom dotaknila prijateljstva. In je poanta v tem, da sem celo življenje se učila. Vedela sem, da ne gre drugače, kot če se učim. In vse do tiste točke, ko sem rekla, pa dobesedno, prebrala sem toliko knjig, da me glava boli od teh knjig. Pozabila sem že, kaj odpiše v teh knjigah. Pa še vedno imam bolečino. Pa še vedno me strese, ko je to napisano, ko je ono napisano, kaj si tam misli in tako naprej. Vsaka, to ne gre tako naprej. Jaz moram najti enega terapeuta, obstaja kak psihiater zame. Sem rekla, obstaja kdo, ko mi lahko te moje možgane malo prekonstruira, malo naredi neko spremembo, pa reče, zdaj bomo naredili reset, pa na novo naložili. Jaz vidim, da to ne gre. In potem, hvala Bogu, za Božjo voljo, se najdejo, saj vam ne znam povedati, a je bil Joe prvi, a je Richard, ne znam povedati, vem samo nekaj drugega. Ko sem si zložila, sem rekla, ko sem začela delati spremembe, to pomeni sprejela sebe, ko sem rekla, wow, pa dej sprejmi se, ne rabiš biti popolna, prezahtevna si, sprejmi to, sprejmi, da pač ne rabiš biti manekenka, sprejmi, da ne rabiš imeti, ne vem zdaj, karkoli, če vam rečem, ne vem, toliko visoka, sprejmi, da ne rabiš vse šole narediti dobre. Ko sem to sprejela, sem prve korake naredila. Prvič sem rekla sodelavcem, ne znam, ne vem, nimam odgovora, ga bomo skupaj našli. Ko sem to naredila, kako lepo se je začelo odpirati. My God, kot da se mi je planet, kot da se mi je vesolje odprlo in da sem spoznala drugo perspektivo tega življenja. In sem rekla, seveda, se ne rabimo biti popolni. Vse, kar je pomembno, da se sprejmemo in ko sprejmemo tudi druge osebe, zakaj so zraven nas, jih ne obsojamo. To, kar je dosti govora o tem, ne vem, to jaz
v vseh mojih delavnicah velik poudarek dajem na tem. Veste, koliko ljudi pride k meni in reče, ni pravih ljudi. Ali kontra, pridete zaposleni in reče, ni dobrih vodij, ne morem se z vodjem pa to pogovarjati. Ne bom zdaj spet eno te isto temo govorila, ker to skozi ponavljam, ampak gledajte, to je del sprejemanja. To je prvi del osnove. Zato pravim, ko sprejmeš svoje pluse in veš na drugi osebi, da obstaja oseba isto tako s plusi in s minusi, ampak je potrebno to zaceliti, treba pozdraviti, treba ozavestiti, treba odstraniti. Nekaj se da odstraniti, nekaj ne. In ko to sprejmeš druge. Jaz mislim, da je dovolj za danes. A bi bilo to dovolj? Da vidim, če je dovolj. Tako. Zdaj vam bom dala pa dve možnosti. Seveda imam veliko vprašanj, zato vam ne postavim, pišite mi vprašanje, kam mi boste pisali vprašanje, kaj mi je pa všeč in sem presrečna, toliko sem srečna, ker že eni drugim pomagate. Uživam, ko vidim, ko nekdo napiše, ena piše komentar, pa potem ena druga ali pa nekdo drug napiše komentar in ji da feedback, pa to, dragi moj, evo, to je to, kar mene izpopolnjuje. To je tisto, kar si želim. Jaz vam dam kost, vi dobite malo, potem pa vi enim drugim pomagate. Zdaj vam dam pa na izbiro za naslednji četrtek. A naslednji četrtek praznik? Ni. Praznika ne. Vse več ne vem. Pri meni vsak dan praznik. Ok, vam dam na izbiro. Eno vprašanje, katero se glasi, je takšno. Kaj je bilo tisto, da danes stojim pred vami? Da mi ni nič nerodno povedati, nič, prav nič. Vse to je tudi vprašanje eno noter napisano. Kaj je bilo tisto, ki je naredilo res en tak izboljšalo moj notranji steber, mi dalo na nek način samozavest? Ja, sigurno mi dalo samozavest in da sem sigurna v to, kar počnem in v to verjamem. To pomeni, prvo vprašanje izberete, ali želite slišati. Kako sem danes suverena pred vami in vam upam govoriti karkoli. Lahko me vprašate karkoli. Lahko me novinar reč, karkoli me lahko vprašate. Drugo vprašanje, katero pa je, in vi boste zbrali, no tisti temi bomo govorili, je pa tema o prijateljstvu. Iskreno bom podelila z vami, povedala bom iskreno, da nikoli nisem imela veliko prijateljev, sem bila vedno nekak samotarka, vam bom tudi povedala bolečine prijateljstva. Če danes mislim, da nekdo ima bolečine v ljubezni, jaz nisem bolečine v ljubezni imela s partnerji, sem imela pa marsikatero bolečino v prijateljstvu. In vedno pravim, vsakič je ena zgodba. Nekje se pač nekdo v otroštvu, nekdo v prijateljstvu, nekdo v službi, nekdo pri partnerju in tako naprej. Evo, odločite se. Dve temi imate, katero boste izbrali. Zdaj, če nobene note zbrali, pa bom jaz zbrala, pa vam bom nekaj povedala nekaj, kar bo dobrega za vas. Danes mi je srčno pomembno, da se srčno pomembno. Jaz to rada v srcu govorim. Vedno se rast začenja takrat, kdaj se začenja rast. A že to vemo, da se na to navezujemo. Takrat, ko začnemo sprejemati sebe. Dokler ne sprejmemo sebe, ne moremo priti in narediti koraka. Ni opcije. Dobesedno lahko preberete 500 knjig, kakih 500. Lahko greste na noro veliko izobraževanj. Ne vem kam se. Dokler ne boste začeli reči, jaz sem Tanja Skaza, tukaj stojim pred vami. Nisem popolna. Vem pa, da vam nekaj lahko dam. Dokler iskreno ne poveste to, kar mislite o sebi, dokler ne pokažete svojo ranljivost, takrat se šele delajo premiki. Evo, jaz mislim, da bo to dovolj za danes. Jaz sem po duši, res sem po duši gospodarstvenica. Res sem po duši tudi ciljno usmerjena. To pomeni, jaz temu rečem, mene hrani na nek način to, ko vidim, kako ljudje, to, kar delim z njimi. Ko sem delala v Skazi, me je hranilo, ko smo jih premikali in ko so se premikali ljudje naprej. Dajmo nove produkte, dajmo to. To me je ful hranilo, to me je, ne znam sploh povedati, ko govorimo o hrani. To je moj joy. Danes, ko pa to delim z vami, ali pa ko imam delavnice, ko delam z direktorji, komorkoli, ko delam, me pa hrani to, ko vidim, ko delate korak naprej. In vidim, ko napišete komu sporočilo, ko delite kakšno izkušnjo, ko se povezujete, pa to je moje srce.
In to moje srce širite naprej. In to je tisto, kar jaz rečem. Jaz s tem dobim največjo nagrado. Ko si mogoče vi tudi sami nekdaj ne predstavljate, ampak jaz rečem, moja beseda je stopila do drugih. Moj glas se je slišal, ni se samo slišal, se je ozavestil in ko se je ozavestil, se je tudi začel živeti. Želim vam krasen večer. Vse dobro in se vidimo naslednji četrtek.